Mesec maj je mesec cvetja, barv in življenja. Narava se prebuja, z njo pa tudi človek. V tem času so vse bolj pogostejša tudi romanja v Marijina svetišča. Številni verniki pa se zbirajo pri eni najbolj priljubljenih ljudskih pobožnosti pri nas, to so šmarnice. V tej epizodi bova s patrom Tonijem veliko govorila tudi o Marijinih prikazovanjih. O tem in še veliko več v naši današnji epizodi. Bodite z nami! Šmarnice so pri nas zelo močno zakoreninjena tradicija. Kaj pa je po vašem mnenju tisto, kar ljudi že generacije tako privlači k tej preprosti pobožnosti in kako je to povezano z našim odnosom do Marije? Ja, res je. Tudi mene vežejo zelo lepi spomini na to ljudsko pobožnost šmarnice. Že to, da je mesec maj velja za najlepši mesec maj in zato je tudi posvečen Mariji. Zato so šmarnične vsakodnevna pobožnost, ker je tudi Marija lepa in tako izkazujemo eno preprosto čast Mariji. Zakaj so šmarnice tako priljubljena pobožnost? Zaradi dostopnosti in preprostosti. To se ljudje na vas izberejo, zapojejo, povezuje molitev, petje, kakšno moralno zgodbo, lepo zgodbo za dušo in to se mi zdi, da nas lepo privlači in nas pritegne. Vidiš, Katja, šmarnice imajo bogato vsebino in tudi tradicijo v Sloveniji. In dejansko spodbujajo k poglabljanju vere. Zato, ker spodbujajo k vsakdanji molitvi, k obračanju k Mariji, potem imajo to Marijin pridih, k pobožnosti k Mariji. Mi Slovenci se radi obračamo k Mariji, zato so tako lepe. Imajo pa tudi vzgojni vidik, zato ker ponavadi vsebuje šmarnično branje vedno kakšno lepo zgodbo, rečemo zgodbo za dušo, ter spodbujajo k skupnosti, se pravi k občestvu in gradijo k občestvu. Hkrati pa se mi zdi, da tudi pomeni en tak nov začetek. Mesec maj je pomlad, je nov začetek in lahko je tudi začetek naše duhovne notranje prenove. Mene pa veliko zanima tudi o Marijinih prikazovanjih. A bi lahko rekla še kaj o tem? Pa dejva, mogoče danes spregovorimo ravno o pomenu Marijinih prikazovanj. Pa dajva. Pa pojdiva. Kaj pa pravzaprav pomeni, da se Marija prikaže? In kako naj verniki takšne dogodke sploh razumemo? To je kar zapleteno vprašanje, ki postavlja podvprašanja. Namreč Marijina prikazovanja so poseben pojav v katoliški cerkvi, ker pa spadajo to pod zasebna razodetja. Torej, cerkev jih ne priznava kot tisto osnovno razodetje, kot je Sveto pismo in katoliški nauk. Res pa je, da Marijina prikazovanja vedno spodbujajo k dobremu, k molitvi, k spreobrnenju in očitno se Marija v tem času, tudi v današnjem času, želi približati človeku tudi na ta način, da se prikaže. Kaj bi pa rekli, zakaj se Marija sploh prikazuje? Zaradi tega, ker nam želi nekaj povedati, nas želi na nekaj opozoriti. In kdo je pravi, da se mu v bistvu prikaže? A moraš biti za to priden? Ali se prikaže tudi porednim, če malo karikiramo? Zelo dobro. Marija se torej vedno prikaže z nekim namenom. In cerkev si vedno vzame veliko časa, da preuči. Ali je to res tisto avtentično prikazovanje, je res to Marijino prikazovanje, kar se pa vidi potem v posledicah oziroma učinkih. In cerkev si res vzame veliko časa, da preuči vse te stvari. Zato veliko, ki se razglašajo, da so Marijine prikazovanja, ni strani cerkve niti priznano. To glede tega, komu se prikazuje, pa jaz ne bi upal reči, da samo pridnim, ker Marija se vedno prikaže z nekim namenom, ali k poglobitvi vere, ali k kakšnemu svarilu, ali k spreobrnenju. Tako da ni vedno vezano samo na pridnost ali pa porednost, ampak za tistega, ki je res odprtega srca. In Marija kot taka ve komu. In jaz tukaj res zaupam, da ve komu in da temu bo tudi koristilo. In da bo obrodilo potem dobre sadove. Absolutno. Vsaka Marijino prikazovanje dejansko vodi in spodbuja, Marijina prikazovanja spodbujajo k češčenju Device Marije. In vsako češčenje, vsako slavljenje oziroma češčenje Device Marije vedno
če pravo češčenje bo pripeljalo k izviru, to je pa k Jezusu Kristusu, ki je naš odrešenik. Veri vanj, zaupanju in v končni fazi smo mi v Kristusu odrešeni. Zaupali ste mi, da ste dobili eno vprašanje naše gledalke. A bi tudi na nje odgovorili? Res je. Natalija nam je poslala vprašanje, zakaj imamo toliko Marij in kaj to pomeni. Res je, to vprašanje vzbuja kar nekaj zmede in je zelo iskreno in zelo ustrezno vprašanje. Se pravi, imamo Brezjansko Marijo, imamo Lurško Marijo, imamo Ptujsko-Gorsko Marijo, torej toliko Marij. Dejansko ne gre za več Marij, ampak gre samo za eno Marijo, ki pa se v določenih krajih, določenih situacijah, zgodovini prikaže in dejansko ta Marijina imena oziroma to Marij, če rečemo več Marij, ta vrsta prikazana, pa so vezane na določene stvari. Eno smo že omenili, se pravi, če se Marija prikaže, to je recimo Lurška Marija. Potem je tam mogoče bilo na tistem, oziroma mogoče je bilo na tistem kraju ozdravljenje, recimo to je Brezje. Potem pa še kakšna tradicija in močna češčenje Device Marije. In zato se uporabljajo določena imena. Lahko bi rekli, zelo na konkretnem primeru, gre za isto osebo, ki pa se prikazuje na različnih krajih v tistem v konkretni podobi, bom rekel, ali pa načinu, Marija Toložnica, odvisno, kaj tam ljudje potrebujejo. Se mi zdi, da Marija gre zelo na roko, se pravi, tam, kdo potrebuje, na tak način se tudi Marija prikaže oziroma bolje razodene. Zdaj pa, če damo čist primer, kako je to veliko Marij, se pravi, častimo vedno samo eno in ne moramo častiti samo Lurško, če častimo Lurško, častimo Božjo Mater, če častimo in molimo k Ptujski-Gorski, dejansko molimo k Mariji, Božji Materi Mariji. Tako recimo, čist konkreten primer. Katja, vi ste sestra, vi ste novinarka in ste moja prijateljica. Vse tri stvari so v eni osebi, pa še zmeraj ste Katja. Se pravi, na tak način lahko razumemo tudi Marijo oziroma več teh Marijinih podob. Hvala za to. Z veseljem. Zdi se mi, da ljudje tudi pogosto iščemo znamenja in nekaj več. Odkot pa izvira ta notranja želja, da bi recimo videli Marijo? Zanimivo. A veste, da tudi jaz sem se želel, kot otrok sem si želel, da bi mi Marija pokazala. In dejansko se mi je res enkrat v enih sanjah, sem prav videl, kako sem šel ven z hiše in pokleknil in se mi je prikazala Marija. In meni je bilo to dovolj, kot mlademu fantu. Lejte, to je dejansko zelo globoko v nas, in zato Jezus ponuja čudovit odgovor. Vi zahtevate znamenje z neba, ampak se vam bo ne bo dalo. In tudi reče, blagor vam, ki niste videli, pa verujete. In tudi tisti, ki so pa videli, so v bistvu videli lahko tudi za nas. In če veruješ, ti to dejansko tudi odgovori na ta notranjo hrepenenje, da bi se ti nekaj razodelo ali pa nekaj prikazalo. Ne gre pa toliko, se mi zdi, da mi preveč poudarjamo to vidno. Saj se Bog in Marija razodevata tudi v tvojem srcu na neviden način, kot povečanje vere, kot ena taka lepa misel in tako naprej, kot mir v duši. Res sem vesela, da zdaj te stvari razumem, da so mi čisto jasne. In morda še za konec, kako lahko človek danes ohranja to povezanost z Marijo in lahko bi rekli, živi maj skozi vso leto? Ker vidite, maj se razbohoti v vsem zelenju, nov začetek in se mi zdi, da je glih to, kako živeti maj, prav da vedno znova začne in da je tukaj Marija kot tista spremljevalka, ki mu pomaga na nov začetek. Tudi če je kdaj kakšen padec, ima vedno Bog oziroma vedno človek ima vedno novo priložnost, da vstane in gre naprej. In tukaj se mi zdi, da je Marija tista spremljevalka, ki te lahko zelo, zelo dvigne. In tudi zakaj ne bi bila Marija naša spremljevalka čez vse leto, ne samo v mesecu maju, ko obhajamo to šmarnično pobožnost in se njej priporočamo, se ji zahvaljujemo, jo častimo, še posebej z litanijami, s kakšnimi pesmimi. Naj bo Marija naša spremljevalka skozi celo leto. Tako, hvala.
Jaz zdaj boljše razumem to in upam, da razumejo tudi naši gledalci, kasneje tudi bralci družine. Tako da hvala, spremljajte nas še naprej in se vidimo kmalu. Če pa je kakšno vprašanje, pa lepo prosim, pošljite vprašanje, pa bomo skušali odgovoriti tako, kot smo odgovorili na tole današnje vprašanje.